Potrkali ustrezni organi, upravili ustrezna 48-urna pridržanja, zbrali vsa dokazen material in potem, ko bi se ugotovilo, kaj je na stvari, bi upravili in posredovali javnosti svoje ugotovitve. Kva je Fajonka? Kva si delala v Evropi, da spustila, da so nam Hrvatje vzeli teran? A zdaj už pa strala še po Sloveniji? Nehi, no. Gospod Grims, gospod Princ Teme in vsi ostali, res je, ni osnove. Imate kolega poslanca, če ga želite poimenujte, če ga ne želite, ga spustite. Saj ga nisem, Žalitev jaz ne vem, na koga vi mislite. Izrekam vam opomin. Hvala lepa, pa še enega pričakujem. Takoj ga ste dobili, še eno opomin izrekam. Še enega, no in kaj zdaj? In zdaj vam bom odzel besedo. Prosim službe državnega zbora, da gospoda Möderndorferja odstranijo se seje. In Branko Grims, hvala Bogu, da kandidatka ne gre na nivo, da bi odgovarjala na tvoje vprašanja, kaj bo Orban imel na njo vpliv. Ne? A Soros, ali kdo, ja. To Orban tudi. A ja, Orban, ne, sorry. Ja. Replika. Ja. Pa veliko tega, kar verjetno ne sodi sem. Zavedamo se, da sovražni govor predstavlja resno nevarnost za kohezijo demokratične družbe, varstvo človekovih pravic in pravno državo. Če ga ne obravnavamo, lahko privede do nasilnih dejanj in konfliktov širšega obsega in dometa. V tem smislu je sovražni govor skrajna oblika nestrpnosti, ki prispeva kaznivim dejanjem iz sovraštva. Socialni mediji moč sovražnega govora še potencirajo. Vsi točno vemo, kaj so nacistični simboli, kaj so nacistična gesla in točno vemo, kaj je nacizem povzročil. In še več, treba bo končno v tej državi iti še korak naprej in prepovedati tudi medije, ki svojo retoriko in svojimi zapisi točno to spodbujajo, da se potem najde par krepkih fantov, ki paradira po cestah in trgih, ustrahuje ljudi. Iz 10. člena EKČP, saj rdeča zvezda ne pomeni zgolj simbola komunizma. Tako da mislim, da je čas, da utihnete s to rdečo zvezdo enkrat za vselej, ker rdeče zvezde pa res ne morete primerjati, z kljukastim križem, mi je zelo žal. Vsaka stranka lahko predlaga skoraj tle karkoli, jaz lahko predlagam, da bomo telice božali, ne? Podpirate sankcije proti Izraelu? Ja, definitivno, ker krši mednarodno pravo, kar se tiče ofenzive na Gazo. Conservation efforts in protecting the mountain gorillas, this is also one of my greatest passion. Yes, I want to adopt a gorilla, but that means leaving the gorilla in the natural environment, maybe naming her if I'm allowed, or him, if I'm allowed to, and then, giving some money every month for the well-being of the gorillas. V tem trenutku ni pomembno, ali so to ekonomski migranti ali begunci. S tem se bo ukvarjal državni aparat. Meni se to zdi slab rezultat, ne? Veste, če bi jaz imel to prostora v medijih, nek kolega je v Mariboru rekel v predvolilnem času, čuj Franjo, jaz si še paštete ne upam odpreti, da nav Janša skočil vam, ne? In takrat bi morali mi, kot pravi narod, kot narod, ki da nekaj nase na svojo ozemlje, na svojo državo, bi morali ustrajati pri tem, da se, Pahor, mislim, da prav, da takaj povem. Nekaj mi gledate čudno. Super, kaj govorite? Samo to, nasprotno, občudujem vas, kako pogumne stvari govorite. No, zelo pogumne. Vi ste nezakonito pridobili vse naše... Kakšno je bilo to nadomestilo takrat? Kaj pa kričite? Povejte, kakšno je bilo nadomestilo, pa prosim povejte. Vi ste nezakonito pridobili vse naše... Glede, v tem nezakonitem boste na kakem sodišču dokazovali, ni problem, ampak zdaj mi povejte, kakšno je bilo to nakazilo. Gre za javni denar, da povemo ljudem. Gre za javni denar. No, ne vete, kaj je javni denar. Ta denar je bil. So cel življenje plačali. Skratka, kolikšno je bilo to nadomestilo?
Ne boste povedali, v redu. Bom povedal. Kako, zdaj boste pa povedali, prej pa ste ne. me poklicali, da vam odgovarjam Ja, na potem pa vprašanje. povejte, no, ne bova se miškulance igrala. Vi kričali tukaj na mene, dajte se obvladati malo, no pa sej smo odrasli. Kolikšno je bilo, smo odrasli nekateri. Ja. Razen gospoda Kovačiča, ki si zelo očitno želi dobiti besedo, vse druge sem slišala in moram reči, pred sabo imam, seveda vaju dveh pa še nisem, zato vaju ne bom vključila, cvetober klenih mož, katerih besede in dejanja dejansko temelijo na ksenofobiji, homofobiji, delno mizoginiji in pa epistemofobiji. Dragi moji gospodje, to ste vi. Potem, ko so bile uporabljene rakete, je eden dol padel, nažalost je bil v tem helikopterju Slovenec, s katerim smo imeli prej kontakte, je bilo dogovorjeno, da bo prestopil, pa se takrat očitno ni mogel odločiti. Že nekaj let se pojavljajo te nebuloze v zvezi s streljitvijo tega helikopterja. Naj povem, da jaz kot minister za obrambo do te akcije in še leto kasneje nisem nikoli slišal, da bi gospod Merljak nameraval prestopiti. Živinoreja in konzumacija mesa je prevelika. In samo en dan ali 2 dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bojo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Zvečer našim gledalcem dejali, da je nošenje mask v trgovskem centru recimo ali pa v gostinskem lokalu še naprej obvezno, bomo torej govorili resnico. Če tako piše v priporočilih. Morate prej priporočilo prebrati, preden boste to ljudem rekli. V katerih primerih mora posameznik nositi masko, ko gre v trgovino? A je maska v tem primeru obvezna? Bo kdo to nadzoroval? Ali gre za priporočilo? Še enkrat bom ponovil. Vsi ukrepi, ki jih je sprejela vlada do danes in niso bili preklicani, veljajo še naprej. Med njimi so tudi ukrepi o frizerkah in tako naprej. Jaz vam težko razlagam, ker ne vem točno, natančno, kaj velja za trgovine, kaj velja za frizerke in tako naprej. Lahko vam povem, da naj ljudje preberejo priporočila. To pomeni, da se pri maskah ni pravzaprav spremenilo nič od prejšnjega tedna. Ničesar se ni spremenilo, kar je v priporočilih. Na otroke s posebnimi potrebami pa ste pozabili. Gospod Reberšek, izrekam vam drugi opomin, ker itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako kot vedno. Bodo pa starši otrok s posebnimi potrebami sami govorili o vaših izjemnih dosežkih. Hvala lepa, usedite se. Ne boste povedali do konca. Do konca bom povedal, ker resnica boli. Res je, da sem malo slabo uporabljam dvojino, zato je v tej oddaji, ko sem govoril o njej in Lindavu skupaj, sem uporabljal dvojino, da sem se z njima spoznal. Mišljeno je bilo na gospoda Lindava. Ne nazadnje sem za Tatjano Bobnar en teden pred tem sestankom vložil kandidaturo za ministrico. To je čisti, če hočete, lapsus v izgovorjavi. Zakaj ste zavajali, ko ste rekli, da niste vedeli, da se je IPS, vaše prijateljice, prijavil na razpis? Glejte, jaz se lahko na tem mestu posujem s pepelom. Podpisala sem pismo podpore, ampak podpisala sem še 5 drugih pisem podpore. Kot ste rekli, niste vedeli, da se je inštitut prijavil, ampak očitno ste vedeli. Glejte, jaz res lahko zatrdim in zatrjujem, da take zadeve podpisujem skoraj da generično. Veste zakaj? Ker socialdemokrati kolaborirajo s fašistoidno vlado Janeza Janše, zato da kadrovsko korupcijo v Slovenski vojski legalizirajo. Oziroma, mislim, da me bo minister kar popravil, da v tem trenutku že deluje. Gospod minister, izvolite, prosim. Hvala. Spoštovani. Bom povedal dogodivščino izpred parih dni, ko sem bil v Avstriji, v Grazu, pri nekem znancu in mi je rekel, ker sem mu pred časom govoril, kaj se dogaja z njihovim friclom, mi je rekel, doch, wir haben Fritzl,
aber Sie haben Hundfickers. To je rekel. Mene je pretreslo do konca. Edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se Maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo. In to je, da očisti policijo janšistov. Ona je to ponovila včeraj. In to je edina resnica, ki jo je povedala. Na moja plača se šel, ja? Povej, kakšno imaš ti, javno? Ja, daj, že enkrat objav na svoje spletne strani, pismo Resko. A kaj še kupovino, objav vse, pa še od žene. Pa se pa dejte, usta, pa je, da resnica. Veš, kaj nisi povedal? Da sem te jaz postavil, da te vem, da me naredil. Ja, ampak mi prije bil, da te politika nastavlja. Točno politika te nastavlja, jaz sem te nastavil. Mene skrbijo migranti, izredno me skrbijo, ker je to pomeni propad. Njega skrbijo okoljski problemi. Gre za propad evropske civilizacije. Res je, zaradi takih, kot ste vi. Vsi vemo, kaj je problem. Globalno segrevanje, vojne, neenakosti in če tega ne bomo odpravili, poglejte, potem tudi SNS pa Zmago Jelinčič ne bo čist nič naredil za obrambo Slovenije. Gospod Lubej, dovolite, da vam rečem, da ste cepec. Zdaj pa glede tega... Besede, ki se odvijajo nazaj, gospod Jelinčič, vi ste sebi rekel to besedo, ne meni. O sebi ste nekaj povedal, žal. Prosim za eno izjavo. Ne, če izjave ne bom dal, ker ne vem, zakaj gre. Glede predsednika vlade, ko je odstopil. Nisem bil doma, zdaj sem prišel v Slovenijo, moram še da ugotoviti, kaj je. Kje ste pa bili, če ni skrivnost? Doma. Politika ni kurba, kurbe so ljudje. Bi prosila najprej mogoče še oba ministra, če bi razložila še svojih resorjev. Ni načrtovano. Ni načrtovano? No, to. Zagotovili bomo vsaj največ 30 dni do specialista. Javno kakovostno zdravje za vse. To se pravi, ni nestrpnosti, prosim, nehajte mi obešati nestrpnost. Tako je. Slovenska ustava govori drugače, pa se jo enkrat naučite. Ali pa kurdska ustava vzemite, tista morda vam je bližje. Prepoved gradnje džami so dosegli na Koroškem, to je še Hajder dosegel in verjetno bo šlo to po celi Avstriji. Politični idol. Veste, koga je, mislim, oprostite, vi ste bedak. Ja, hvala. Ne dovolim pa, da me nek tujec v moji hiši žali na tak način. Jaz nisem noben tujec, sem državljan Republike Slovenije. Državljan pa niste Slovenc. Oprostite. Ampak glejte, zdaj ste pa oba, ne, da bom pa tako rekel, ne? Samo malo. Ne, zelo dobro vem. Gospod Jelinčič, zdaj ste oba v moji hiši, ne, v naši hiši Pop TV-ja in kle končamo. Ves čas svoje politične kariere v Bruslju se držim, da ne izvažam naših notranje političnih problemov v Evropski parlament. Ugled Slovenije se je v času trenutne vlade žal zamajal in premnogi se sprašujete o naših vrednotah in evropski naravnanosti. Velikanska večina Slovencev danes ne podpira smeri, v katero drvi naša država. Ne podpirajo pogosto nespoštljive retorike, arogance, cinizma, ne podpirajo posnemanja madžarskega ali poljskega premierja, pritiskov na medije, tožilstvo, neodvisne institucije. Ne podpirajo samoodločnega, samovoljnega odločanja mimo zakonov in ustave ali včasih pajdašenja skrajno desnico. Ja, ob takih potezah se zmede tudi Milan Kučan. Najprej Gašpar Mišič, na to Tamara Vonta dobita službo. Ja. Pa recimo, da smo tudi povedali. Popravljeni? And gentlemen, we all know that trust is very easy to lose and that is very difficult to get it back.
but I also believe that without trust there is no dialogue, no development and no prosperity. Only with trust we can build a strong, prosperous and secure world for more than 7 billion people. Niso računalniki tisto, kar moti predlagatelji interpelacije. Za vas se moteča jaz. Ženske v politiki smo za marsikoga moteče. Sama nosim še dodatni nahrbtnik. Sem tujka, migrantka, čefurka po vaše. To ni desničarska politika, ampak fašizem. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. Kaj bi radi še imeli? A niste dovolj očrnili mojo družino, moje otroke, mene? Zakaj pa za en stavek, ki sem se 15-krat opravičil? Sem zelo na tleh. Si nisem to zaslužil. Več kot 2 globi nimam v mojem življenju. Nič nisem napravil. Moji otroci se jočijo doma. Kaj ne delam še v tej vladi? Če noben ne verjame meni, mojim dobrim namenom, mojim izredno dobrih namenom, ki sem imel za ministrstvo. Treba nehati se spraševati, ali je voda v bazenu in kako topla je, ampak je treba preprosto skočiti, če imaš končni cilj in če imaš svojo pot, se ne oziraj na vsakega psa, ki laja nate. Jaz sem zdaj vmes šel pa en sendvič tjale dol v trgovino, to pa zato, ker sem eno samo jabolko pojedel, pa jabolka mi vendarle ni dovolj, rabim še nekaj drugega. In bom zdaj eno samo prijavo naredil in sem kupil sendvič. In čakam tam pri pultu, 3 ljudje so se med sabo pogovarjali, 3 minute sem zagotovo čakal. Se me sploh niso, kot bi rekli moji zgornji Savinjčani, vzeli, se pravi, kot da sem tam luft. No in potem sem se odločil, da jaz pa preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Prvič v življenju sem to naredil in sem šel lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil, torej tudi tam, ko imajo vse pod video nadzori, kot imajo ne vem kaj še vse, tu pa tam tudi kaj, gre skozi. Ampak da sem si opravil slabo vest, sem potem ene gospe, ki je tam prosila malo drobiža, se mi dal malo več, kot je stal ta sendvič. Torej, kaj hočem reči? Sistemi delujejo, vendarle ne 100%. Cela moja družina v tem trenutku nima več premoženja kot mogoče za 250 000 evrov, lahko sami izračunate. Namenil 2 poslankama. Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja, zato da bi ugotovil, katerega spola sploh ste, da lahko izjavljate take grdobije. Sem predsednik vlade, imam 3002 evra, jaz od svoje plače ne morem preživeti.